Kar se tiče investicij, so te predvidene v okviru razpoložljivih sredstev, ki nam jih za ta namen daje ustanoviteljica, to je Mestna občina Krško. Kot običajno je ta fond, letni fond 40.000 evrov, seveda je želja in potreb veliko več, ampak glede na razpoložljiva sredstva potem ob pripravi programa dela pripravimo prioritetni seznam, tako da trenutno je poudarek na sanaciji dela ometov v dveh razstavnih prostorih v Mestnem muzeju Krško, to je v Valvezorjevem kompleksu. Sledi nabava nekaj delovne opreme za izvajanje vzdrževalnih del okolice gradu, to je nabava nove kosilnice in delovnega orodja v ta namen. Potem je pa, kar se tiče, glede na to, da je to fond za vse 4 objekte, ki jih imamo v upravljanju, seveda bomo nabavili tudi nekaj nove tehnike za izvajanje oziroma v podporo prireditvam, naglavne mikrofone, pa naglavne mikrofone. Potem je pa ločena investicija, ki jo prav tako jo bomo letos pričeli izvajati sedaj v spomladanskem času po potrditvi programa dela, pa je ureditev terase v neposredni bližini gradu, se pravi terase, ki jo bo lahko uporabljal gostinec za izvajanje gostinske dejavnosti, hkrati pa bo namenjena tudi splošnim obiskovalcem. Omenjeno teraso moramo namreč urediti odvodnjavanje zaradi posledično težav z zamakanjem v gradu in jo ustrezno tlakovati. Tako da bomo pridobili še en večnamenski zunanji prostor, ki bo namenjen obogatitvi programa, ki ga ponujamo na gradu Reichenburg. V letošnjem letu večjih naložb, kot sem rekla, za razpoložljiva sredstva 40.000 evrov ni predvidenih. V minulih letih smo dogradili oziroma umestili dvigalo tukaj v enoti Kulturni dom Krško. Seveda sta pa 2 investiciji, ki pa zahtevata več sredstev in pričakujem tudi pogovore v tej smeri z novo občinsko upravo, in sicer je Kulturni dom Krško potreben sanacija fasade. Objekt je star 45 let in zato je tudi fasada dotrajana in energetsko neučinkovita, ampak to je obsežen in finančno velik zalogaj. Prav tako je pa Galerija Krško, naš galerijski prostor, ki je pa tudi potreben temeljite sanacije zaradi vlaženja prostorov in terja pa prav tako dogovor z občino, kajti ne gre samo urejanje in sanacijo notranjosti, temveč neposredne okolice z ureditvijo odvodnjavanja na Hočevarjevem trgu. V letošnjem letu, potem ko se lahko pohvalimo, da je bilo leto 2022 spet leto, kot ga poznamo izpred COVID obdobja, namreč statistični podatki kažejo, da smo se povsem približali številu obiskovalcev in tudi potem samih prihodkov, ki so bili na ravni leta 2019, se pravi, govorimo o 80.000 obiskovalcih v vseh enotah Kulturnega doma Krško, tako da so letošnja programska stalnica pravzaprav nadaljevanje, nadgrajevanje programov, ki smo jih odprli v letu ali pa pričeli v letu 2022, v enoti Kulturni dom Krško, abonmajski, gledališki in glasbeni program za odrasle in za otroke, kinoprogram, s tem poudarek na umetniškem filmu, ki se ga poslužujejo šole, obiskujejo in s tem razvijamo tudi filmsko vzgojo. V enotah, muzejskih enotah pa Galerija Krško klasičen likovni, občasen razstavni program, na gradu Reichenburg pa poudarek na razvoju obrazstavnega, predvsem pedagoškega programa ob razstavi Vitezi Reichenburški. Predstavljamo namreč eno pomembno obdobje srednjega veka in skozi vsebine, ki jih na tej razstavi predstavljamo, imajo učenci imeniten vpogled v obdobje srednjega veka in glede na lanski obisk šol si tudi letos obetamo dober obisk in zato tudi pripravljamo dober pedagoški program. V Mestnem muzeju Krško pa bo poudarek
na seveda razstavi, ki smo jo odprli tik pred koncem lanskega leta. To je razstavi, na kateri govorimo o stoletnici nogometnega udejstvovanja v Krškem, tako da bomo v tej smeri razvili bogat obrazstavni program. Hkrati pa se bodo strokovne sodelavke intenzivno ukvarjale z pripravo nove stalne razstave, bom rekla z delovnim naslovom Krško skozi čas, tako da želimo v letu 2027 ob 550-letnici pridobitve mestnih pravic odpreti razstavo, ki bo prikazala Krško skozi celotno zgodovinsko obdobje od prazgodovine do danes.